Čeprav se s sproščanjem ukrepov stanje po državi postopoma normalizira, so na vidiku nove nenadejane težave. Ne govorim o težavah vseh, ki so v gostilnah poskušali takoj nadoknaditi zamujeno, pač pa o težavah s cepivom AstraZenece. Vem, kaj si mislite? Nemogoče, pa ne lih AstraZeneca. Ja, lih AstraZeneca. Kaj je narobe tokrat? To mi sprašujemo vas. Pokličite na našo, niti plesati se mi ne da več. Čeprav tako izplešem. Pokličite na našo telefonsko številko, ki je nikjer nismo objavili in morda ravno vi dobite lepo praktično nagrado, ki vam je živi ne bomo podarili. Mikavna ponudba, ni? Očitno dovolj, da imamo na liniji že prvega klicatelja. Dober večer, komu? Zdravo, Franc tu. Ja, kaj nekaj je narobe? 3 stvari so narobe, čuj. Kacin in še enkrat kacin. Samo to je narobe. Ne. Gospod Franc, odgovor žal ni pravilen. Sprašujemo namreč po najnovejši nadlogi, medtem ko je gospod Kacin že kar stalna. Mogoče pa bo pravilni odgovor podal naslednji klicatelj. Pozdravljeni, kdo je z nami? Ja, Ivan pri telefonu. A se tu naročiš na cepljenje? Ne, tu odgovoriš na vprašanje, kaj je tokrat narobe s cepivom AstraZeneca. Ste probali? AstraZeneca? Ne, jaz sem hotel Pfizerja. Jaz sem mislil, če ste probali odgovoriti na naše vprašanje, ki smo... Nima veze. Pejmo naprej še z zadnjim klicateljem. Dober večer, kdo je z nami? Živjo, srček. Lili pri telefonu. Pozdravljeni, gospa Lili. Mucek. Gospodična, lepo prosim. Ne bi to poredano. A je še kom to vroče ratelj? Se pravičujem. Gospodična Lili. Povejte nam, kaj tokrat ne štima s cepivom AstraZeneca? Ne štima karkoli hočeš, da ne štima. Sploh ne štima celo noč, če tako hočeš. Konec koncev plačaš ti. Jaz se pravičujem, gospodična ni klicala nas, ampak smo po nesreč mi poklicali njo. Na 090, se pravičujem. Je bil znan glas, sem takoj... Se pravičujem za napako, je bilo pa vseeno fajn. Čeprav nismo dobili pravega odgovora, žal, odgovor je namreč... Ob tem pa prah še naprej dviguje cepljenje z AstraZeneco. Številni ga zdaj odklanjajo, ker drugi odmerek sledi po 12 tednih, kar bo za veliko večino ravno čas poletnega dopusta. Nekateri zato pritiskajo celo na zdravstvene domove, da jih na drugi odmerek naročijo že prej. Prav ste slišali, čeprav smo mislili, da bo glavno vprašanje, ali se želimo cepiti ali ne, je pri cepivu AstraZeneca zdaj glavna dilema, ali bi bil rad doma, povsem varen pred covidom, ali pa bi rad šel na morje. Covid te res da lahko pokonča, ampak teden dni dopusta v Poreču, to se pa splača tvegati. Gospa Beović je sicer že namignila, da bi lahko interesent svoj drugi odmerek dobil tudi prej. A tako kot vsaka ženska, tudi ona ne bo vesela, če boš prišel res prehitro. A veš, fora na seks. Obstaja pa še ena možnost, na Hrvaško bi morda lahko šli tudi samo z enim prejetim odmerkom. Dogovori že dalj časa tečejo med hrvaškim in slovenskim zdravstvenim ministrom. Slednji je za našo televizijo izrazil pričakovanje, da bodo dogovori sklenjeni kmalu. Res pa je, da seveda poenotenje med državami ni enostavno in da morda v celoti ne bo mogoče pri vseh. Ja, to je res, da poenotenje ni enostavno. Pa ne, ker se s Hrvati okrog meje enostavno ne da poenotiti, pač pa ker se pogajata hrvaški in slovenski minister za zdravje. Če bi se pogovarjala oba gospodarska ministra, je zadeva že zdavnaj rešena. Gospod Počivalšek bi zrihtal prej kot ventilatorje. Kaj bi radi, da zapravimo letos prevod, zmenjamo, plivamo. Z golfi, ne z Mercedesi. S Hrvaško naj bi se za milejše ukrepe sicer pogajale tudi druge države, a s precej različnimi izhodišči. Medtem ko Slovenci navijamo za prehod z enim odmerkom cepiva, naj bi bili Nemci blizu dogovora, da lahko na Hrvaško vstopi že, če si o cepljenju vsaj razmišljal. Zdaj, za Čehe naj bi bila sicer še vedno obvezna oba odmerka cepiva, se pa pogajajo, če lahko oba prinesejo s seboj v hladilni torbi. Tudi tokrat pa imamo dobre novice glede epidemiološke slike v Sloveniji, saj število COVID okužb vztrajno pada. Pri tem pa so nekatere slovenske občine še posebej uspešne.
V zadnjih 7 dneh niti ene same okužbe niso zabeležili v naslednjih občinah: v Solčavi, Lučah, Ljubnem, Gradu, Osilnici, v Svetem Andražu, v Slovenskih Goricah, Cirkulanah, Zavrču, Veržeju in Dobrovniku. Tako je, čestitke vsem COVID-free občinam. Me prav zanima, kaj je skrivnost njihovega uspeha. Dobro, pri Solčavi je mogoče to, da gre za najredkeje poseljeno občino v Sloveniji in so že pred epidemijo držali varnostno razdaljo nekaj kilometrov. No. To že človek razume. Ali pa Osilnica ima recimo po drugi strani dobrih 300 prebivalcev. Ne. Tako, če se en izmed njih okuži, grejo čez noč iz COVID-free občine v črno fazo. Je pa res, da v manjših občinah veliko bolj deluje sistem cepljenja. V Ljubljani dobiš SMS od Kreka, pa mail od Kacina, v malih krajih pa te kličejo kar sosedi. Pri nas smo bili pa že vsi cepljenja. Pa pri Novakovih tudi. Sam še vi se niste bulci cepil. Pa se začne pa klasična sosedska bitka. Kdo bo dobil boljšo znamko? Tako kot pri avtih. Če je sosed dobil AstraZeneco, moraš ti dobiti vsaj Pfizerja. Pa spa glavni frajer na vasi. Vse dokler se ne vrne un gastarbajter z Nemčije, ki je bil pa cepljen z Janssensom. Preklet Darko. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.